Torej, ja, jaz sem Dani Sušnik in danes bom govoril o argumentih proti veganstvu oziroma v smislu, jaz bi ful bil rad vegan, pa ne morem, zato ker argumenti. Ne? In bomo pa videli, ali so to res argumenti, ali so to bolj izgovori. Neke stvari se bojo malo ponavljale, sem slišal, da je Marko tudi o istih stvareh govoril, ampak mogoče z majčkeno drugačnega zornega kota, pa očitno, če dvakrat oba dva iste stvari govoriva, je očitno toliko pomemben, da je treba dvakrat slišati. Ne? In kar gremo. Ja, prvo, kar je, to je v tem Marko že govoril. Ne? Kar se tiče znanosti, je vegansko prehranjevanje je primerno za vse ljudi na tem planetu. Pika. To je stališče znanosti in mi ni treba več govoriti o tem, kar je že Marko razložil. In tukaj je pa, kako jaz približno gledam na ta argument, zaradi katerega jaz mislim, da je veganstvo etičen stav, ki bi ga moral prakticirati vsak človek, ki ga ima možnost prakticirati na tem planetu. Ne? To, kar vidite tukaj premise, to je pač druga beseda tole me malo veže. Druga beseda za predpostavko. In jaz mislim, da če te tri predpostavke držijo, drži potem tudi sklep. In gremo kar po vrsti predpostavke. Prva predpostavka, večina živali, ki jih izkoriščamo za prehrano, čutijo bolečino in imajo željo po svobodnem življenju. Napisal sem svobodnem zato, ker da si ne bi kdo mislil, ne, recimo imam kravo, imam prevezano za ketno, ne, pa se živi. Ne, želi si živeti svobodno, brez verige. To. Napisal sem pa tukaj večina živali, da me ne bo kdo za besedo prijel, ker obstajajo neke recimo školjke, ki jih ljudje tudi jedo, pa verjetno ne čutijo bolečino ali pa vsaj nismo sigurni, ali jo čutijo ali ne. Drugače, to vrtenčarji, vsi tiste živali, ki jih najpogosteje jemo, so pač krave, pujsi, kokoši, ribe, to so vse vrtenčarji. Za vrtenčarji 100% vemo, da so čuteča bitja, se pravi čutijo, zaznavajo okolico in tako naprej. To je stališče znanosti. In jesti živalske produkte je nepotrebno, to je Marko tudi prepovedal, tega ni potrebno, tudi stališče znanosti. To je pa neko etično stališče, ki mislim, da ga vsak, ko bi rekel, skoraj vsak stoji za njim, razen kakšni psihopati. Ne. Škodovati po nepotrebnem ni okej, a ne. Načeloma se vsi strinjamo s tem. Ne. Tudi če se kdo ne strinja, si po mojem ne upa dvigniti roko. In jaz mislim, da pol tudi sklep drži. A ne. Jesti živalske produkte ni okej, zato ker to pomeni, da mi samo povzročamo trpljenje pa smrt živalim, ko to sploh ne bi bilo potrebno. In to dejansko počnemo. Ne. In jaz mislim, da tukaj bi lahko že zaključili debato pa šli domov. Ne. Ker jaz mislim, da argument pije vodo, razen če kdo misli, da je kakšna napaka. Ja, zadnjič me je en ustavil in rekel, ja, kaj pa jaz, bom še to povedal, no, ker je malo tako zanimiv pa smešen. Ne. Prav, ja, to ni dobro sestavljen, zato ker on pa je mrhovino. Recimo, če nek avto zbije žival, on to vzame in jo razreže in ne vem, skuha ali kaj in potem nobenemu ne škoduje. Ja, v takem primeru nobenemu ne škoduješ, ali pa nekateri po smetnjakih brskajo, pa jedo ostanke za ljudmi. Ja, v tem primeru, če poješ salamo, ne škoduješ in je na nek način lahko rečeš etično. Čeprav jaz tudi mislim, da tudi to ni etično, zato ker s tem daješ ljudem misliti, aha, meso je toliko pomembno, da ga je treba brskati po smetnjakih ali pa ne vem kje ga dobiti neko mrtvo žival, da ga ješ. Ne. Ampak, okej. Drugače pa ja, jaz stojim za tem. Pa mislim, da je dosti lahko stati za tem. To je tudi Marko že o tem malo govoril, ampak zelo na hitro bom povedal. To je veganska prehrana, tukaj so rastline in glive in alge in B12, ki je bakterijskega izvora, ne. Tukaj veganski produkti. Na desni strani imamo pa živila, ki jih jedo tudi vsejedci. In je zanimivo za ta živila, ker to so živila tukaj, ne. Čeprav se smešno sliši, kuža, pujs, to so živila, ki jih ljudje jedo. Ne. Je zanimivo, ne, recimo pujs, recimo musliman ne bo jedel pujsa, zato ker je nečista žival. Bo jedel pa ostale. Medtem ko recimo hindujec ne bo jedel krave, ko bo rekel, to je nečista žival, lahko bo pa jedel ribo, odvisno od katerih hindujci.
Kako? Kaj sem pa jaz rekel? Ne, sveta žival, se pravičujem. Imajo za sveto žival, bojo pa jedli druge živali. Ne? Medtem ko tukaj na zahodu pa smatramo za pse pa mačke za svete živali. Ne rečemo svete živali, ampak noben se jih ne bi dotaknil, odrezal glavo mačku pa začel jesti. Bil si, kako moraš kaj takega narediti? Normalno je samo, če pujsu to narediš. Je tako zelo zanimivo, ne? Mi vegani pa to črto potegnemo na podlagi logike, racionalnosti, se pravi, na levi strani nimamo čutečih bitij, na desni strani imamo čuteča bitja in čuteča bitja ni treba izkoriščati, mi zato ne izkoriščamo. Zato, ker na tej strani ni enega esencialnega hranila, se pravi potrebnega za naše zdravje na desni strani, ki ga ne bi mogli dobiti na levi strani. Zato jemo iz te strani, se nismo nori, kaj bomo pobijali živali, kaj? Tudi rastline čutijo bolečino. Tukaj smo že prišli, zgleda, da je kuharska delavnica, spod malo, si bom natočil vodo. Tukaj smo že prišli do argumentov proti veganstvu, oziroma jaz mislim, da niso argumenti, oziroma slabi argumenti v najboljšem primeru. Tudi rastline čutijo bolečino, ne čutijo bolečine. Zelo na kratko, če želimo mi čutiti bolečino, moramo imeti živčne končiče, se pravi nociceptorje, s katerimi zaznavamo stvari okrog sebe, to kot bi rekel senzorji, ne? In potem rabimo imeti živce, kot kabli bi lahko rekel v drugem jeziku, in potem rabimo procesor oziroma možgane, s katerimi zaznavamo te senzacije v glavi kot neke vrste trpljenje in temu rečemo bolečina. Fižol tega nima. In kar je tukaj še ena poanta, če bi rastline res čutile bolečino, na kakšen način se največ rastlin pobije na tem planetu? Preko krme za živali. Največ rastlin vzgojijo, pa jih pobijajo, za krave, na primer. Se pravi, če nekdo želi, če se komu res smilijo rastline, mora takoj postati vegan. Se pravi, če se komu smilijo rastline, mora takoj postati vegan, če se komu smilijo živali, mora itak takoj postati vegan, in če se komu smilijo živali in rastline, mora takoj postati vegan. Te tri stvari so na izbiro. Uživanje živali je stvar svobodne izbire. To velikokrat slišimo in vegani tukaj dostikrat zapnejo pa rečejo, ne, ni, kaj pa pujs, on si ne želi umreti, kaj pa njegova izbira. Jaz še vse rečem, saj to je res. To vse jedci velikokrat ta argument potegnejo na plano. Ampak saj to res, saj to nič takega, seveda je stvar svobode izbire. Saj pojdi v restavracijo, kjerkoli, pojdi v Štecuno, kup si meso, pa ga lahko ješ. To je stvar svobodne izbire. Saj trditev je res. Vprašanje je, a je to etična izbira? Samo to je vprašanje. O tem smo pa že govorili. Ni. Jaz lahko primem nož, pa ga enemu porinem pod rebra. To je moja stvar svobodne izbire. To delajo po svetu. Mislim po svetu, tudi tukaj, pri nas, pa tako naprej. Ampak je to etično? Ne. Živali bi uničile planet, če bi jih nehali jesti. To je ta ideja, če bi zdaj vsi vegani postali, da bi začele krave po cesti hoditi, ne bi mogli z avtom se voziti, ne bi mogli iti na avtobus, zato ker na avtobusu bi bile koze, krave, ribe bi plavale. In jaz, ker sem dober človek, jaz zato jem živali, jih pobijam, zato da ne uničijo planet. Cel planet. In jaz sem kakor nek skoraj superman, ki rešujem planet. To iz te ideje izhaja. Ampak a to res drži? Zakaj je toliko živali na tem planetu? Zato, ker dokler ljudje jedo živali, jih trgovine prodajajo in dokler jih trgovine prodajajo, jih kmetje umetno razmnožujejo. In ko bodo ljudje pojedali manj živali, jih bojo manj prodali in manj razmnožili. Se pravi, zakaj je toliko živali, ki dejansko uničujejo planet? Zato, ker jih ljudje želijo jesti. Zato jih je toliko. Se pravi, če želite kaj dobrega narediti za planet, nehajte jesti živali. Uživanje živali je naravno, to sem pa slišal, že Marko veliko povedal, ampak bom jaz kar še enkrat. To je pomemben, zato sploh to je moja, tisti, ki me malo bolj poznajo, vejo, da ta beseda naravno, to ne gre pri meni skozi.
naravno spada pod, kot je že Marko povedal, pod zmotno logiko, ki se imenuje v angleščini appeal to nature fallacy, se pravi zmotno sklicevanje na naravno, se pravi naravno je enako dobro, naravno je zdravo, naravno je etično, naravno je ne vem kaj. To sploh ne drži. A je zdravo naravno? Kakšna je zelena mušenca? Je naravna ali je umetna? Naravna. Pol je zdrava, ne? Logično. Kakšen je spomladanski podlesek? Umeten ali naraven? Naraven. Pol je zdrav, ne? Mora biti, ne, če je naraven. Seveda ni nujno, da je zdrav, ne? To nič ne pomeni. Ja. In to je smešno, ker jaz vem tudi pa tako, vsi ljudje smo tako obsedeni s tem naravno, ampak to je totalna iluzija, če pogledate nas. Ne? Jaz tukaj stojim, nad sabo imam nekaj, da naraven dež name napada, da se ne zmočam pa ne prehladim. Umetno imamo ugrajen to, zato da not zadržujemo topel zrak, umetno, ne? Da nam je prijetno. Ne? Nismo vzun naredili, kamben ne pršel. Ne? Na tleh, zakaj imamo to ravno? Da se nas potakneš, ne? To je umetno, v naravi ni tega. Če bi bil v gozdu, bi moral skozi tako gledati. Ne? Pa tam ne bi mogel kje mikrofona priklopiti v gozdu, ker ni štekarja, ker je preveč narave. To nič ne pomeni, da po gozdu hoditi, da to ni dobro, ali pa kaj takega. To je super, ampak dokler napade noč, ne? Ker pol preveč mrzlo, pa nič se ne vidi. Ampak popolnoma naravna stvar. Pa dokler ne gremo v kakšen gozd, kjer so medvedi, popolnoma naravna stvar. V bistvu narava nas skuša na milijon načinov ubiti ves čas. Narava je na tem univerzumu najhujša stvar, ki obstaja. Vsi umrejo v trpljenju. In kakor imamo mi tehnologije, toliko se lahko izognemo temu trpljenju. Pa na koncu vsem pomremo. Ne? Včasih, ko so živeli bolj z naravo, se pravi, manj tehnologije, so tako, če si živel 40 let, je bilo tako, wow, to je fenomen. Ne? Pa še do takrat so živeli škrbasti, pa polni bolečin in parazitov. Paraziti, a si omenil parazite ti? Ne? Paraziti so fajn, ker so popolnoma naravni, pa tabletka proti parazitom, umetna stvar, to ne. Parazitki. In so naravni. Vsi si bojo zdaj zapomnili to naravno besedo, za nekaj časa jim bo to, ne, zapračujem, no, ampak jaz vem, tudi jaz sem včasih veroval v naravo, pa zdaj ne več toliko. Je čisto fajn zadeva, ker brez nje se ne da živeti toliko časa, kakor bomo živeli, ampak na koncu nas bo vse pokopala. Uživanje živali je tradicionalno, podobna stvar, naravno, to si tudi verjetno omenil, ne? Ali pa podobno. Podobno kot naravno, tradicionalno, se pravi, v času to delali, to je ziher dobro. Če moja stara mama to dela, ali pa to smo od nekdaj počeli, tradicija, ne? Ja, pa ne bomo zdaj kar nehali. Itak je etično, če smo to od nekdaj počeli. Ja, ne pomeni to, kaj smo vse delali, pa suženjstvo. To je popolnoma tradicionalno bilo po vseh kulturah, po celem svetu, nekoč, še 300 let nazaj je bilo, praktično posod po zemlji. Je bilo tradicionalno. Čarovnice smo kurali, ne? Ženske. Niso bile v resnici čarovnice. Ne? To je bilo čisto normalno. A če smo še zdaj malo, da bomo malo tradicijo obudimo, ker se tako fajn počutimo, malo pri srcu pogreje. Tradicija. Tradicija ni enako dobro, ni enako zdravo, ni enako etično. Nima nobene veze. Lahko je, lahko pa ni. Ne? V veliko primerih ni. Ljudje smo na vrhu prehranjevalne verige. Prehranjevalna veriga pomeni, da so vzgor plenilci, spod je plen, ne, pač tako v naravi. Ne. In tisti, ki so višji gor, več drugih živali jedo. Ne. Recimo, na vrh so krokodil, tiger, lev, morski pes in človek. Ne. In ja, saj res, smo gor, zato ker imamo tehnologijo, ne. Zato ker se lahko zaščitimo s temi stvarmi. Pa pobijamo one medvede, ki obstajajo, da nas ne pojedo, ne pridejo po noč, pa odgriznejo glavo, ne, si naredimo ograje, si naredimo zid in tako naprej. Vse je umetno, vse je umetno. In ne razumem, odkje je to, ne, da zdaj, ko boš postal vegan, boš kar dol padel. Iz verige, ne. Če poješ ti, enkrat poješ fižol, namesto šnicla, potem te kar en začne kar jesti. Tako, vegan si rad, pride morski pes, pa te poje.
Mislim, kaj je to problem? Mislim, v resnici sem jaz enkrat na Facebooku pred leti, ko sem se še bolj argumentiral po Facebooku, pa to, je en dejansko napisal nekaj tazga kot nismo se borili milijone let skozi evolucijo, da smo prišli na vrh prehranjevalne verige, da te vi zdaj vegani nas s solato futrali. In to je tako povedal v takem zanosu, da je to on se je boril tisočletja, milijone let, da je prišel na vrh in zdaj vegani kle solato. Ne? On dejansko res mislil, da kaj bo dol padel kar. Jaz sem že dolgo vegan, pa tako, no, nič ne pride morski pes, noben pride krokodilov, ne vidim okrog sebe, nič. Ni problema, res, verjamete. A veš, tako, kao, jaz bi ful bil vegan, ampak kaj ti morski psi pa... Drugač bi ful bil, ne, to so vse. Svet ne bo nikoli veganski, mislim, jaz bi ful bil vegan, ampak svet itak ne bo nikoli 100% veganski. Ali pa jaz bi ful bil dober do živali, ampak kaj, ko lahko enkrat po nesreč stopiš na mravljo? Pa je čisto vseeno, če primem nož, pa začnem pujsem rezati vrtove, kravi, ker se ne more, svet ne bo nikoli 100% veganski. Ne? Temu se reče perfect solution fallacy v angleščini, v slovenščini pa zmotna logika popolne rešitve. Se pravi, da če ne more biti nekaj popolno, pol itak vseeno. Če bi tako prevedel, je tako, meni je Ferrari, hud, najdražji, ne vem kaj, mi je ful všeč, ne? A ja, sam ga ne morem kupiti. Ja, pa ne imel avta. Ja, kdo to reče? Ne? Pa si kupiš, ne vem, Golfa, whatever, ne vem, starega 15 let, če treba, se lahko voziš okrog, ne? Ali pa, v meni je grad ful všeč tam, ko sem ga videl v Ameriki, ful velik, ful lep. A ja, ga ne morem kupiti. Ja, pa bom pa v gozdu živel. Kdo to reče? Ja, to rečejo, ko srečajo vegane. Ne? A si predstavljate, da bi kdo rekel, da bi nekdo tako malo začel rezati vrtove ljudema, ne? Tako, pa bi pol ga policija, pa bi prišel tja pred sodnika, pa bi rekel, ja, gospod sodnik, sej vedno bojo kakšni morilci na tem planetu. Kaj je problem jaz? Sosed mi res ni bil všeč, no pa njegov otroc. Pa. Sem rešil problem. Sej tam v Siriji tudi en zanj še enega. What's the big deal? Imamo pomembnejše probleme. Ljudje po svetu umirajo v vojnah, lačni umirajo v Afriki. Zato ne morem biti vegan. Jaz bi ful bil vegan, ampak otroci v Afriki. Ne? A vegani, a si sploh zamislite? Vi ste kar vegani, medtem ko umirajo v Afriki. Mislim, prvo, kar je ki to reče, me zanima, če on kaj naredi za otroke po svetu ali pa za v vojni. Me zanima. Tako. No. Ampak v redu, tudi če naredi, če da 100 evrov Unicefu, ne? A ne more zraven tofuja jesti. Mora biti v sendviču, mora biti šnicel. Ta prav šnicel, da lahko da Unicefu 100 evrov. Drugače ne more, da ne gre. Moram šnicel in zdaj lahko dam. Vse se vam lahko smilijo v Siriji, pa še zraven jeste tofu. Ne? Kaj ima to veze s čemerkoli? Ne? A tam mora trpeti, pa tukaj trpeti, pa se to malo zbalansira, pa je fajn. Tudi levi jedo meso. To spet spada v bistvu pod zmotno logiko sklicevanja na naravno, ker je podobno, levi jedo. Ampak to dejansko ljudje, ko srečajo vegane, začnejo o levi govoriti. A ješ nekaj se pogovarjajo o avtomobilih, leve, že začel omenjati, zakaj. Ko srečajo vegane, levi jedo meso, to se pravi, ga lahko tudi jaz jem, ga smem, je etično, je dobro, je zdravo in vse to. Ampak levi kaj jedo, ne? Če se hoče pariti z levinjo, včasih pobijajo njene mladiče. A si predstavljate, da bi tukaj, ful lepa gospa tamle, sem tisti otrok zraven, spet kje moj nož. In pol upraviš z otroci in z gospo, ne? In pol te policija in te pripeljejo do sodnika in sodnik reče, kva s to počejo, je model. Reče, nisem povedal, no, ampak jaz sem se res počutil kot lev. In pa sodnik, nisem pomislil, se upravičujem, dajte ga spustiti. No. Je zaključen, fajn. Se pravi, delite stvari, ki jih počnejo levi. Ne samo, ko pride na področje veganske prehrane. Tudi levi jedo meso. Tudi levi pobijajo otroke. No. Ja, pobijajo otroke, samo ni nujno, ne se obnašati tako kot levi, ker nismo levi. Smo drugačni, če tako dobro pogledate. Vegansko prehranjevanje ni zdravo. Mi ni treba govoriti, ker je Marko povedal, pa še,
Ljudje smo omnivori. Omnivor pomeni vsejedci, smo po naravi vsejedci. To je po biološki razvrstitvi, smo omnivori. To pomeni, da mi moramo jesti meso. Moramo jesti malo solate, malo pšanca in tako naprej. To ljudje mislijo. Kaj panda je? Bambus. A veste, kje je razvrščena po biološki razvrstitvi? Pod karnivora. Karnivor pomeni mesojedec. Panda. Po biološki razvrstitvi. Zato, ker vsi medvedi spadajo. Ja. Nauk te zgodbe je, ni treba, da jemo vse. Ni treba, da moramo jesti to, kar nam biologi pravijo. To pomeni, da mi lahko jemo vse, kot je Marko prej povedal, dokler nimamo svojih otrok, lahko jemo vse in nekako veliko možnosti, da preživimo, da gre evolucija, da gre naprej. To je vse. To pomeni. In če recimo, če ima kdo težave z ne ve, kva pravilno jesti, ne zna jedilnika sestaviti, koga vpraša? Ja, biologa, ne? Ne biologa. Dietetika, ne? Ali pa nutricionista, ne pa biologa. Ne? Biološka razvrstitev tukaj nima nobene veze. Jem le humano vzrejeno in humano zaklano. Kdo od vas bi rad danes bil zaklan? Vsi, ki bi radi bili zaklani, danes dvignite roko. Se opravičujem, sem to rekel, to se zdi kar grdo sliša, ker sem to rekel, pozabil sem reči. Hotel sem reči, humano, kdo bi rad bil danes zaklan. Kako da ni noben dvignil roke? Pa sem rekel humano. Humano. Čudni ste. Veganska prehrana je predraga. Veganska prehrana je cenejša. Kaj je cenejše? Leča ali šnicl? Kaj je cenejš? Fižol ali ne vem, nekaj mesnega? Ja, fižol pa to, zato ker je veliko lažje to vzgojiti, ker potrebuje manj površine, ne? Bolj učinkovito vzgajamo to rastline. Ne? In mislim, ta mit izhaja verjetno tudi iz tega, zato ker pridemo v Spar, pa je nek poseben oddelek, ki so posod na izdelkih vegan znak. Ni to samo to veganska prehrana. Fižol, tudi če nima tega znakca, je veganski. Isto jabolk, tudi če nima znakca, lahko ga jeste. Poceni je, pa zdravje. Kaj pa na samotnem otoku? Kaj pa, če se znajdeš na samotnem otoku, pa je tam samo ena kokoška, vegan, kaj boš naredil? Kaj boš naredil? Vsi, ki živite na samotnem otoku, dvignite roko. Kaj pa Eskimi? Ok, še Eskimi, vsi dvignite roko. Koliko vas je, da vas preštejem? Pa mi ni treba o tem govoriti. Vegani so toliko militantni, militanten pomeni agresiven. Jaz bi ful bil rad vegan, tako ful si želim, ker sem tak dober človek, ampak kaj, ker so vegani toliko militantni? Ne morem. Sem videl zanj, sem enega srečal, ki je militanten, zato moram pobijati živali. Kaj ima to veze s čemarkoli? Tudi če bi bili vsi vegani militantni, si se ti odločaš za živali, a bi ti rad žival ubil ali jo ne ubil. Niti jo treba, pa bi jo vseeno ubil. Ne boš je, če si dober človek. Mislim, če gledamo tako. Vegani so militantni, pa niso militantni, pa so visoki, pa so nizki, pa debeli, pa suhi, pa črni, pa beli, pa tako oblečeni, pa drugačni oblečeni. Vse sorta je. Mogoče so militantni vegani najbolj glasni. Pa se nam tako zdi. To bi lahko rekel čisto za vsako skupino drugo. Geji so ful militantni, zato ker sem zanj slišal enega geja, ful neki tipkov, tako ful. In pol geji so vsi taki. Ali pa ne vem, kjerokoli drugo, levičari, desničari, kjerokoli. Na tak način označevati ljudi ni inteligentno. In še zadnjo, tudi Hitler je bil vegi, vegetarijanc, kogarkoli. Zdaj, vegani največ tako odgovorijo, sploh ni bil, meni to sploh ne zanima. Če meni kdo to reče, da je bil Hitler tudi vegetarijanc ali vegan, rečem, res, ful dobro. Kdo bi si mislil? Nisem bil, fajn. In pa kako moraš, a ti si zadovoljen? Ti si vegan, pa Hitler je bil vegan, veš, da to ne gre skup, ti ni sram.
Kako sram, mislim, toliko ljudi je pobil, saj živeli je pusto namer. Kaj je problem, ne? Bi se ne pomislili, koliko je to, kakšna zmotna logika je, ne? Hitler je bil vegan, ne smeš biti vegan. Hitler je nosil hlače, res, ne smem nositi hlače, da ne tako Hitler. Kaj je Hitler sedel? Umival se je z žajfo. Ne bi tako kot Hitler, ne se umivati z žajfo. Po drugi strani pa Stalin ali pa Mao Tse-tung. Koliko ljudi so oni pobili, ne? Pa so jedli meso. Ali pa Jeffrey Dahmer, če kdo gledal zdaj na Netflixu, Jeffrey Dahmer, en serijski morilec, pač je jedel, razkosal ljudi, marsikaj drugega še delal s trupli in tako naprej. On je jedel meso. Pa Ted Bundy, pa ne vem, kateri serijski morilci možni. Kaj pa to? Se pravi, mesojeci so taki kot Jeffrey Dahmer, pa Stalin, pa Mao Tse-tung. To so take logike, ne, ker nimajo veze s čemarkoli. Vegan si zato, ker vidiš še enkrat, da ponovim, ne vem, pujsa je brez veze, da ga ubijate, ker ga ne rabite pojesti. Zato ga ne ubijate. Tako zelo preprosto je, ne. Ja, to je vse. Ne bo časa za vprašanja pa odgovore. Mogoče potem po vseh predavnih, še 2 predavanja sta, ne. Lahko me kdo pocuka za rokav, če bom oblekel srajco. Pa hvala.